V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani, danes govorimo o krizi nedelje. Čeprav Božja zapoved pravi, naj posvečujemo Gospodov dan. Nedelja je potrebna, saj predstavlja neizčrpno bogastvo za našo dušo in duha. Nedelja je praznični dan za Boga in človeka. Vsaka nedelja je velika noč, dan vstajenja od mrtvih, dan življenja, ko lahko ponovno oživi naša vera. Nedelja nam daje zagon za vse dni v tednu. Stari ljudje so govorili, kakršna nedelja, takšna smrt in tudi večnost. Prisluhnimo obvestilom. V petek zvečer je bil na obiskanem srečanju v župnijski dvorani v Stopičah gost večera duhovnik dr. Danijel Brkič. Dr. Danijel Brkič je imel predavanje na temo, ali ima Bog črno piko, in je odgovarjal na vprašanja, zakaj je krščanstvo edinstveno. Dogodek je organizirala Hiša na skali, dejavnost, ki deluje v okviru župnije v Stopičah. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je tukaj v cerkvi molitveno srečanje, v sredo ob 19. uri pa je tukaj biblično predavanje z diskusijo na temo soočanje s stresom in pritiski. Torej v sredo imamo tukaj v cerkvi predavanje z diskusijo na temo soočanje s stresom in pritiski. V petek 31. januarja ob 19. uri pa je srečanje sester vseh generacij. Tema srečanja je Prelagamo bremena. Na srečanju bo tudi predstavljen plan aktivnosti za ženske v letu 2025. Vljudno vabljene. Za letošnji kulturni praznik 8. februarja bomo imeli dan odprtih vrat. Ker je naša cerkev tudi kulturni spomenik, bo tukaj v dogovoru z Dolenjskim muzejem organiziran voden strokovni ogled cerkvene stavbe in predavanje arhitekta s pričetkom ob 16:30. Še enkrat izrekamo iskreno sožalje družini Gregorja Žnidaršiča ob izgubi drage mame. Cerkveni pogreb, ki je bil v petek na pokopališču v Srebrničah, je opravil naš duhovnik dr. Danijel Brkič. Gregor Žnidaršič je prosil za besedo. Izvoli. Pozdravljeni. Jaz bi rad samo iskreno zahvalil za vse izrečene sožalje cerkvi, pastorju, duhovniku Danijelu za voden obred. Tako da mi je tako laže na meni in moji družini in vsem, tako da hvala še enkrat. Hvala. Sedaj pa bomo zapeli skupno himno, ki pravi Zvesti o naš Gospod, s katero bomo utrdili našo vero v Božje delo odrešenja.
Volimo sesti. Biblično vodilo današnje nedelje pravi: Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. Poezija 86. psalma nas nagovarja z besedami: Nagni, Gospod, svoje uho, usliši me, ker sem nesrečen. Varuj mojo dušo, zakaj veren sem, reši svojega služabnika, ti, moj Gospod, ki zaupa vate. Izkaži mi milost, o Gospod, saj ves dan kličem k tebi. Razveseli dušo svojega služabnika, saj k tebi, Gospod, vzdigujem svojo dušo. Zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš? Ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo. Poslušaj, Gospod, mojo molitev, prisluhni glasu moje prošnje. Pridimo pred Boga s priznanjem svojih grehov. Ljubeči Gospod, priznavam vse svoje grehe in te prosim za odpuščanje. Umij me v solzah iskrenega kesanja. Ozdravi mojo bolno dušo. Nauči me želeti in delati samo tisto, kar je všeč tebi. Kako naj jaz, ki sem nevreden, prisedem za mizo tvoje gostije, če me svadbena obleka obtožuje, da ne zaupam v tvojo milost. Zato te prosim, da se usmiliš mene, grešnika. Odpusti mi, ker ne hrepenim po odnosu s tabo, v katerem so utemeljeni vsi drugi odnosi. Prevečkrat se obotavljam, namesto da bi se predal tebi, edinemu. Naj vse moje misli, besede in dejanja postanejo hvalnica. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Besede milosti in slavospeva, ki nas danes tolažijo, pa pravijo: Tako govori Gospod, glejte, nekaj novega storim. Zdaj klije, mar ne opazite? Da, speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. Naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Oče v nebesih, hvala ti, da nas razveseljuješ, nam daješ varnost in moč, nam kažeš pot, po kateri naj hodimo, da ne zgrešimo cilja. Ti nas varuješ, ko odhajamo in ko prihajamo, danes in jutri in vse naše življenje in na vekomaj. Hvalimo Boga, iz katerega izvirajo vsi blagoslovi. Hvalite ga vsa bitja tu spodaj, hvalite ga vsa nebeška vojska tam zgoraj, slavite Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sedaj bomo zapeli pesem, ki pravi: Iščite najprej kraljestvo Boga, ki nas bo nagovorila k vztrajni pobožnosti in služenju Bogu, cerkvi in družbi.
Draga cerkev, izvolite sesti. Današnje berilo je iz pisma Rimljanom 12. poglavja od 17. do 21. vrstice z naslovom Pravila krščanskega življenja. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi, saj je pisano, moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Nasprotno, če je tvoj služabnik lačen, mu daj jesti, če je žejen, mu daj piti. Če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. Da ni v človekovi naravi, da bi živel skladno s temi zapovedmi, vidimo že pri čisto majhnem otroku. Pogosto pri svojem delu, pri posredovanju med učenci, pri manjših in večjih prepirih, slišim besede, on je prvi začel, ali pa tudi on je enako prvo storil meni. Že zelo majhni otroci, ljudje, držijo zamero do drugega in si zapomnijo, če se jim je zgodila krivica. In čeprav razumejo, da je prava pot, pa si v sebi, tako kot vsi mi, želijo tudi poravnavo računov oziroma pravice. Podobno, kot sem rekla, se dogaja tudi odraslim, kadar se soočamo s krivicami in lažnimi obtožbami, z različnimi preizkušnjami, v katerih smo lahko krivi malo, nič, ali pa pač krivi. Takrat bi radi vzeli stvari v svoje roke, še najmanj želimo moliti za tiste, ki nam delajo hudo, ali za tiste, ki nam nastavljajo ogledalo. A kristjani imamo Svetega Duha, ki pričuje in nas spodbuja, da sodbo prepuščamo Bogu, saj tudi sami nismo pravični sodniki. In to je spoznaval v svojem življenju tudi kralj David in se je naučil, da je zaupanje Bogu, njegovi pravični sodbi, modra pot življenja. V Psalmu 9 je tako zapisal hvalnico Bogu, ki ga je prepoznal kot usmiljenega in pravičnega, ki rešuje stiskane iz rok krivičnih, krivične pa prepušča njihovim lastnim načrtom. Želim prebrati nekaj vrstic, ne cel psalem, predno bomo skupaj zapeli pesmi in iskali Božje obličje, kakor nas tudi ta psalem vabi. Pravi pa, Gospod, slavil te bom z vsem svojim srcem, pripovedoval bom o vseh tvojih čudovitih delih, v tebi se bom veselil in ukal, opeval bom tvoje ime najvišji. Tako je Gospod zatiranemu zavetje, zavetje v času njegove stiske, kateri poznajo tvoje ime, zaupajo vate, kajti ti, Gospod, ne zapustiš njih, ki te iščejo. Krivičniki se morajo vrniti v podzemlje, vsi narodi, ki na Boga pozabljajo. Zakaj ubogi ne bo za vselej pozabljen, neupanje nesrečnih zavedno izgubljeno. Dragi zbrani, ker vemo, da Bog ne rešuje pravičnih, ampak je blizu tistih, ki ga iščejo in priznavajo svojo odvisnost od njega, lahko tudi mi prosto dostopamo v Božjo prisotnost pred tega Boga. S pesmimi, ki so pred nami, mu tako izrazimo današnji namen, saj smo prišli, da bi iskali Boga, njegove zakone in njegove besede. Izrazimo mu zahvalo s celim srcem za njegovo usmiljenje in njegovo pravičnost, ter mu izročimo svoje skrbi, nasprotnike in sovražnike. Saj je Gospod zatiranemu zavetje, zavetje v času stiske. On ne zapusti njih, ki ga iščejo. In naslednja pesem pravi, da pridemo pred tron milosti, torej izkažemo namen našega srca in iščemo Boga in vse ostalo prepuščamo njegovi roki. Vabimo vse, ki je lahko, da ostanemo in v pesmih namenimo nekaj minut premisleku,
kje smo v življenju, kaj nas bremeni, kaj želimo dati Bogu in se učimo zaupanja njemu. vsa slava, meni čas tvoj. Pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce. Tvoja je vsa slava, meni čas tvoj. Pred teboj dvigujem roke in odpiram ti srce. Ti velik si, delaš
Nebeški Bog, Oče, hvala ti, da se smemo bližati prestolu tvoje milosti in pričakovati tvojo pravičnost. Izročamo se še naprej, ko te iščemo v tvoje roke. In te prosimo, usmili se nas, nam daj svojo moč in nas uči svojih poti. Naj bo ta cerkev svetilnik za vse, ki iščejo v svojem življenju resnico in smisel življenja. Mi smo ga našli pri tebi in spomni nas vsak dan na ta veliki dar odrešenja. V tvojem imenu molimo, v imenu tvojega Sina in Svetega Duha. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, izvolite priti malo bližje. Še počakamo otroke, ki prihajajo iz galerije. Malo večje otroke moramo počakati, zato ker imamo takoj na začetku eno težko vprašanje. In bodo pomagali odgovoriti. Eno težko vprašanje, in sicer, če zmanjka elektrike in če se nam izpraznejo čisto vse baterije, kako se potem sploh še lahko pogovarjamo, sporazumevamo, komuniciramo? Kakšna ideja? Kako se lahko ljudje med sabo, kako lahko komuniciramo brez telefonov in računalnikov? Ja. Lahko z avtom? Tako, in potem z besedami, se pravi, ta najbolj osnovni način bo zmeraj ostal da rečemo po domače, z jezikom. Lahko vedno z govorom, z govorjenjem, lahko vedno komuniciramo, ne? Tudi brez telefonov, samo da moramo se usedeti v avto in se odpeljati na obisk. To pa je premostiti razdaljo. Poznamo pa še nekaj načinov. Nekdo je rekel, s pisanjem, tako, bravo. Kaj pa lahko pišemo? Pismo, bravo. Še kako? Pismo, ja, s pisanjem. Mogoče ste se v šoli naučili, to sta dva najbolj osnovna načina. Še kakšen način, mogoče pri predmetu spoznavanje narave in družbe so nas učili? Risanjem, bravo, z umetnostjo. Super. To so na nek način, risbe so neki signali. Poznamo v kakšnih vojaških filmih signalne zastavice, bobni v kakšnih vojaških filmih, z bobni se sporazumevajo, s svetilniki na morju in z eno posebno abecedo za slabovidne. Brajlova pisava je za tudi, ja, Brajlova pisava in Morsejeva abeceda. Bravo, ja, si me prehitela z Brajlovo pisavo. Bravo. Z Brajlovo pisavo, z dimnimi signali, potem so znani Indijanci. In pisma ste že omenili. Kako so pa včasih, ko ni bilo avtomobilov, pa ni bilo poštarjev, pa ni bilo pošt državnih, kako so... Kako? So s konji, bravo, pa z enimi posebnimi ptiči, golobi, tako, pismonošami, štorklami, tudi... Ne? Nisem prav razumel. V Afriki uporabljajo za ta namen kamele, na severu severne jelene, da prenašajo pošto. Včasih so jo, no. Tako v puščavi kamele, pa tudi pse ponekod.
Tako, zdaj pa ena zanimivost. Se pravi, pisma sama po sebi ne moremo kar napisati pismo in ga nekam dati golobu ali pa poštarju, ampak ga moramo, treba ga je nekam vložiti. Kam? V eno tako, pa bom kar pokazal, dobro znano. Kuverto. Ta plave so najbolj znane. Ampak to samo starejšim so znane plave kuverte. Otrokom ne. Plave kuverte so starejšim znane, da še otroci vejo, zakaj se to. Nam pošlje modro kuverto, kadar država nekaj želi. In takrat hitro tečemo na banko in to poravnamo. Ne? Ampak v osnovi 5000 let nazaj so Kitajci izumili ovojnice, kuverte, z drugim namenom. To pa mogoče nihče od nas ne ve, zato, da bi se lahko, ko se pošilja pismo, priložil zraven tudi denar. Se pravi, originalni namen je bil, da mi pošiljamo denar z kuverto. Tako so Kitajci to patentirali pred 5000 leti. Se pravi, kadar dobimo od države modro kuverto, napišemo nazaj pripombo, da ni namenjena temu, da se pošilja prazna, ampak da je treba priložiti denar. Tako, kaj je sedaj smisel te zgodbe? Ali še pišete pisma, otroci? Eni ne, eni ja. Tisti, ki jih pišete, kdaj jih pišete, komu jih pišete? Staršem, bravo, zelo lepo. Za rojstni dan, za materinski dan, za očetovski dan. Še kdaj? Če imate recimo zabavo za rojstni dan, kako povabite sošolce? Napišete pismo ali message, SMS poročilo. Kaj pa na kakšno poroko, če ste bili kdaj povabljeni, ste dobili elektronsko pošto ali ste dobili pismo? Še niste bili na nobeni poroki. Na poroke se ponavadi lepo lično pismo napiše. Tako, sedaj pa še ena ideja, ki bom pa jaz vam dal, že napisana pisma, vam bom razdelil, že v kuverti, v takih ličnih, svetlečih kuvertah, poročnih kuvertah. Vsak od vas lahko dobi vsaj enega ali dva že napisana pisma. In jih boste lahko izročili, dali, z njimi povabili kakšnega svojega prijatelja, prijateljico v cerkev na verouk. Kako se vam zdi ta ideja? Dobra? Že napisano. Samo podpišete, zalimate in date, lahko napišete naslov, pa date znamko gor in odnese poštar, lahko pa date osebno, v šoli, kjerkoli se srečate. Tako, otroci, lahko si razdelite. Sami si lahko razdelite tale že napisana pisma in potem lahko greste na verouk. Tako, izvolite. Aha, je premalo, je zmanjkalo. Tako, naslednjič pa mogoče še za odrasle naredimo takšna vabila. Tako, izvolite, sedaj pa lahko odidete na verouk z vašimi veroučiteljicami in veroučitelji.
Mi bomo pa pobrali prostovoljne prispevke, ne bomo dali v kuverto, ampak v košarico, ki bo šla mimo nas, s pesmijo, ki pravi, da je Bog naše zavetje in naša moč. Bog je zavetje in vsa moja moč, on stiska, mi je res pomoč. Bog je zavetje in vsa moja moč, on stiska, mi je res pomoč. Zdaj se več ne bojim, tudi če zemlja se trese in spreminja, če se gori prevalim, se morim. Bog je zavetje in vsa moja moč, on stiska, mi je res pomoč. Bog je zavetje in vsa moja moč, on stiska, mi je res pomoč. Zdaj se več ne bojim, tudi če zemlja se trese in spreminja, če se gori prevalim, se morim. Zdaj se več ne bojim, tudi če zemlja se trese in spreminja, če se gori prevalim, se morim. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, konflikti so del našega življenja. Včeraj sem pogledala, da je na svetu približno 31 vojnih konfliktov. Od tega jih je na žalost zelo veliko začetega ravno zaradi religioznih ali verskih motivov in nestrinjanj. Veste, kje imamo največ konfliktov? V službah in v svojih družinah. Povprečni delavec porabi povprečno 3 ure na teden, da se ukvarja samo z reševanjem konflikta na delovnem mestu. Najmanj 85% aktivne delovne populacije pa doživlja konflikte zaradi svojih socialnih vlog in zaradi usklajevanja med službenim in zasebnim ali družinskim življenjem. Sodobne raziskave kažejo, da imamo ljudje kljub napredku v znanosti in tehnologiji čedalje več nekonstruktivnih načinov soočanja s konflikti. Uporabljamo denimo naslednja vedenja: izogibanje konfliktu ali pretvarjanje, da se me itak ne tiče, obrambna naravnanost, pretirano posploševanje, težnja po tem, da vztrajamo pri svojem prav, zelo zanimiva in pogosta je tale kvazi psihoanaliziranje vedenj drugih ljudi, pripisovanje kvazi diagnoz, pomanjkljivo poslušanje sogovornika, igra vlog, v kateri smo mi žrtev, drugi pa krivec, močna motiviranost, da dokažemo svoj prav, napad na osebno raven nasprotnika in valjenje krivde na okoliščine in druge. Zanimivo, kaj ne? Sedaj pa razmislimo, kaj nas o reševanju konfliktov lahko nauči Sveto pismo. Prebrali bomo sicer znani odlomek, večkrat verjetno že slišan in pridigan, iz Janezovega evangelija, 4. poglavje, od 4. do 15. vrstice. Prosim, če vstanemo. Pravi pa takole. In je zapustil Judejo in spet odšel v Galilejo. Moral je iti skozi Samarijo. Prišel je torej v samarijsko mesto imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel k studencu. Bilo je okrog 6. ure.
Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel, daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je torej rekla, kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti? Jezus ji je odgovoril in rekel, če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla, Gospod, nimaš čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina? Jezus je odvrnil in ji rekel, vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla, Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Hvala Bogu za njegovo sveto, neminljivo in večno besedo. Skozi današnjo pridigo in današnje razmišljanje bi želela, da se osredotočimo na povsem življenjske izkušnje in stvari, s katerimi se sooča tipičen posameznik, tipičen človek 3. tisočletja. Prvič, konflikti, kronična preobremenjenost in utrujenost. Če pogledamo v prebrano besedilo, potem lahko najprej opredelimo prostorsko in časovno dogajanje, ki nam daje uvid v naše notranje stanje. Prebrali smo, da je moral iti Jezus skozi Samarijo. Ni naključje, da je ta zapis v Janezovem evangeliju. Pravzaprav je prišel v samarijsko mesto, ki se imenuje Sihar, in bilo je okrog 6. ure. Prebrali smo tudi, da je bil Jezus tako zelo utrujen, da je kar sedel k studencu. Veste, Judje v tistem času so pokrajino Samarije dojemali kot nečisto, kot grešno, kot zadnji kraj na svetu, kamor bi stopila njihova noga. 6. ura, preračunana v današnji čas, pa je točno opoldan, ko je sonce najbolj vroče. V bistvu gre za opis nemogočih življenjskih okoliščin, na katere Jezus nima vpliva, ga pa očitno obremenjujejo, celo do te mere, da postane utrujen. Vprašajmo se, kaj je naša Samarija, naše mesto Sihar in naša opoldanska vročina. Kdo od nas ne pozna kronične preobremenjenosti, odporov, ki jih čutimo do svojih Samarij, ki lahko zajemajo bodisi dogajanje v službi, na delovnem mestu in lahko predstavljajo tudi pritisk časa. Tegobe vročičnega opoldanskega sonca lahko povežemo s težavnostjo pri vzgoji otrok, s konstantno krivdo, ki jo doživljamo ob tem, ko nam kaj ne uspe. Opoldansko močno sonce je lahko tudi simbolika naše neizrečene stiske, našega notranjega nezadovoljstva, morda neodgovorjene molitve ali pa celo strahu pred uspehom in sabotiranjem sebe. Poznate tisti občutek, ko si rečete, tole pa ne bo šlo, to pa ne bom zmogel? Poznate ta občutek, ko imate ves čas vtis, da vam ne bo uspelo? Sihar v Novi zavezi je povezan s starozaveznim Sihemom, gre za igro besed. Tam pa je stal slavni vodnjak, kot se lahko spomnimo iz starozavezne zgodbe, v katerega so Jakobovi sinovi vrgli svojega brata Jožefa, ga slekli, njegove suknje in ga prodali v Egipt. Torej vodnjak, pri katerem se Jezus sreča s Samarijanko, je pravzaprav na istem mestu, kot je stal vodnjak, kamor so Jožefovi bratje pahnili Jožefa. Kakšna je prispodoba tega vodnjaka, Siharja? Sihar je kraj izdaje. Poznate občutek izdaje in krivic? Kako se počutimo takrat, ko se nam zgodi krivica, pa nismo nič krivi? Nekdo te po krivici obtoži, da si nekaj naredil, česar nisi. Nekdo dvomi v tvoje iskrene namene. Kaj pa to, ko izgubiš
prijatelje, ko se počutiš prevaranega in izdanega, ko strani ljudi, za katere si nikoli nisi mislil, da te bodo prizadeli, dobiš hladen tuš. Vse to je naš sihar. In sredi tega kaosa, te zmede, se znajde kronično utrujeni Jezus. Tako utrujen je, da kar sedi pri studencu in še to ironično pri studencu, kjer je bila stoječa in tudi rahlo smrdeča voda. Zadnji kraj počitka. Jezusovo srečanje s Samarijanko je v širšem kontekstu srečanje med Judi in Samarijani, ki so Jude izdali. Samarijani so bili namreč potomci Judov, ki so se poročali s pogani. Na nek način so ustanovili svojo religijo. Na gori Gerizim so postavili celo svoj tempelj, svojo cerkev, s čimer so izdali Jude in pravoverno judovsko religijo. Veste, njihov spor je bil povsem banalen. Danes bi rekli brezvezen spor. Sprli so se prvenstveno zaradi tega, ker so Judje trdili, da mora tempelj stati v Jeruzalemu, Samarijanci pa so trdili, da mora biti na gori Gerizim, ker so verjeli, da je Jozue ravno na tem mestu zgradil prvi oltar. Samarijani so sprejeli samo prvih 5 Mojzesovih knjig, torej Toro, Judje pa so seveda uporabljali celotno staro zavezo. Torej nepomembni detajli, nepomemben motiv za tako močan verski konflikt. Kakšen nepotreben spor, kakšna nepotrebna panika, ki vpliva na vsakdanje življenje. Kdo ima prav? Katera lokacija je pravilnejša? Jakobov vodnjak je torej kraj izdaje bratov, je kraj konflikta, je kraj nesprave. In Jezus kot predstavnik Judov se sreča s svojimi, lahko bi rekli, izdajalskimi brati Samarijani. Judje so Samarijane doživljali kot nečiste, nevredne, da bi stopili na njihovo zemljo. Rajši so naredili bistveno daljši krog in prehodili bistveno več kilometrov, samo da ne bi stopili na zemljo Samarije. Kakšna nespamet, kakšno nepotrebno tratenje časa. Po drugi strani pa so Samarijanci sebe smatrali kot edine prave potomce starodavnih Izraelcev. Morda bi pa lahko rekli, da gre pri tem srečanju za ekumensko srečanje sprtih bratov. Gre za srečanje, pri katerem padajo vsi predsodki, rasni, spolni, verski in morda tudi ostali. Pa vendar, naj nas vprašam, kako bi se ob tem počutili mi? Predstavljajmo si, da se moramo soočiti z osebo, ki nas je v življenju najbolj prizadela, zaradi katere smo v hudi stiski, ki nam je povzročila globoke čustvene rane. Kdo je moj Samarijan, zaradi katerega morda ponoči ne spim? V takšni situaciji se gotovo zaprem vase, neham komunicirati ali pa postanem prenapeta. Počutim se izdano, zavrženo in obupano. Torej, kaj lahko človek stori, ko se znajde sredi takšne kronične preobremenjenosti, tesnobe, ko je človek tako utrujen, da bi samo sedel? Kaj naj storim takrat, ko se moram soočiti z izdajo svojih bližnjih? Kaj o tem berem v Svetem pismu in kaj me glede tega, torej konstruktivnega načina reševanja konfliktov, lahko nauči Jezus? Poglejmo si. Prva stvar, ki smo jo lahko videli v prebranem odlomku, je prekinitev tišine. Prvi Jezusov stavek, ki ga nameni Samarijanki, je: daj mi piti. Na videz nepomemben stavek, ki pa v sebi skriva zelo pomembno resnico. Ko je človek najbolj na tleh, ko se počuti izsušenega, praznega, zavrženega in obupanega, sledi priznanje, da je žejen. Žeja je osnovna potreba človeka. Človek lažje zdrži brez hrane kot brez vode. Voda je razlog za življenje. S tem, ko Jezus Samarijanki pove, da je žejen, ji da do znanja, da se lahko poistoveti s čisto vsakim človekom. S stavkom daj mi piti nam skuša Jezus pokazati, da imamo vsi ljudje,
ne glede na naše spore, različna videnja in različne interpretacije, elementarno in osnovno potrebo po žeji. Na poti potešitve žeje odpadajo vse ovire, vsi predsodki. Žeja pa ima v Svetem pismu zelo močno simboliko, ki zagotovo ni vezana samo na fizično žejo. Žejni smo lahko tega, da bi bili ljubljeni. Morda smo žejni pravičnosti, morda pa smo žejni, da bi nam v življenju uspelo, da ne bi bili zasmehovani. Žejni smo potem, da bi bili bolj veseli, bolj radostni, da bi imeli več idej, energije, da bi več zmogli, da bi se lahko zoperstavili zlu. Jezus nam daje zgled, kako se moramo obnašati sredi največjih konfliktov, ki jih morda imamo z drugimi ljudmi. Začeti moramo s pogovorom. Priznati moramo, da smo vsi žejni, da smo torej vsi ljudje, ki nismo popolni, saj imamo številne nezadovoljene potrebe. Jezusov stavek, daj mi piti, daje Samarijanki možnost, da tudi ona prizna, da je žejna, da je tako zelo utrujena od več stoletnih sporov in teže izdajstva. Za Jude so tedaj veljala stroga pravila in sicer niso smeli komunicirati s Samarijani. Rabini pa so celo učili, da moški na javnih mestih ne sme govoriti z žensko. Jezus poruši vse stereotipe. Na prvo mesto postavi žejo. Torej žejo potem, da bi dva človeka, ki imata za sabo zgodovino nerešenih vprašanj, zgladila svoje spore, da bi lahko na stran postavila grenkobo in žalost ob izdaji. Daj mi piti je stavek, s katerim Jezus prekine dolgotrajno večstoletno tišino in molk med sprtimi ljudmi, med sprtim narodom. Jezus s tem stavkom prekine dolgoletno judovsko sumničavost do Samarijanov, zaradi katere niso mogli govoriti z njimi, kaj šele uporabljati njihovega pribora in vrčev. Jezus kot Jud in moški ponižno prosi za vodo in s tem se začne pogovor sprave. Jezus ni zagrenjen, ne išče svojega, ne dokazuje, kdo ima prav, ampak prične z dialogom. Bog torej probleme rešuje s pogovorom. In to s takšnim pogovorom, v katerem daje vsem udeleženim možnost, da priznajo, zakaj sploh prihaja do sporov. Torej, če želimo konstruktivno reševati konflikte, potem moramo prekiniti molk, zamere in tesnobo, ki jo čutimo. Ne dovolimo, da postanemo zagrenjeni. Druga stvar, ki jo vidimo, kako Jezus rešuje konflikte, je, da išče skupne točke. Seveda je Samarijanka ob tem, ko jo prosi, da naj da piti, globoko presenečena, saj je zadnje, kar si je na tem svetu mislila, to, da jo bo obgovoril Jud. Presenečena mu odgovori, kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti. Jezus je pri reševanju konfliktov zelo neposreden. Ne uporablja pasivno-agresivne komunikacije, kot to radi počnemo ljudje. Njegova pedagogika je zelo jasna. Pomislimo, če bi se mi znašli sredi takšnega konflikta z nekom, ki nas je izdal, bi se verjetno kaj hitro poslužili pasivno-agresivnega stila komunikacije in bi morda rekli, sicer smo odrasli, zato ne bomo nastopali agresivno, bi pa morda rekli kaj takega. Recimo, ko bi se srečali s Samarijanko, bi jo ignorirali, z njo ne bi vzpostavili komunikacije, potem pa bi se vrnili nazaj v mesto, se naredili žrtev in vsem razlagali, kako nevzgojeni in nespreobrnjeni so Samarijani, kaj ti niti pozdravijo nas ne, kaj pa vendar mislijo, da so. Morda pa bi k Samarijanki pristopili na način, da bi očitno pokazali svojo slabo voljo in nenavadno razpoloženje, na kar bi nas ona vprašala, če je vse v redu in če je kaj narobe. Mi pa bi ji zabrusili, da je vse v najlepšem redu, da smo odlično in da imamo svojega Boga, ki je na naši strani. S čimer bi seveda načrtno v njej vzbudili dvome o njeni veri in njenem odnosu z drugimi ljudmi. Vidite, Jezus komunicira drugače. Takoj,
neposredno izpostavi, kaj je srž problema. Ko reče, daj mi piti, ji da vedeti, da je žejen tako, kot je žejna ona, saj je prišla vendar zajemati vodo iz istega studenca. Jezus torej izpostavi njuno skupno točko, ne pa njunih razlik. Izpostavi iskanje potešitve žeje. Skupna točka namreč ob tem srečanju je žeja. Dragi zbrani, če torej želimo konstruktivno reševati konflikte, potem moramo iskati skupne točke, ki jih imamo z ljudmi, ne pa da se toliko osredotočamo na razlike, ki med nami zagotovo so. Tretja stvar, ki jo vidimo, kako Jezus rešuje konflikte, je, da je zelo neposreden pri opredelitvi problema. Lahko bi rekli, da ne okoliši. Iz stavka daj mi piti vidimo, da Jezus direktno izpostavi, kaj je jedro ali bistvo problema. Veste, ljudje imamo te lastnosti, da smo zelo, zelo dobri pri okolišanju oziroma pri iskanju izgovorov. Imamo celo pregovor, da se vrtimo kot mačka okoli vrele kaše. Mi bi verjetno zavzemali stališče samopravičnega in bi Samarijanki ob srečanju rekli kaj takega. Veš, če bi se samo vi Samarijani pokesali, če bi vi prišli k nam v Jeruzalem, potem bi se pa mi lahko začeli pogovarjati. Ali pa bi morda rekli, joj, to so stare zamere, ki se vlečejo že iz roda v rod, mi ne moremo čez svojo tradicijo, ker bi se počutili tako, kot da izdajamo svoje očete. Jezus ubere povsem drugačno pot. Povsem je neposreden. Postavi diagnozo, vzroke za spore, konflikte in prepire. Pravi, da smo žejni in da je žeja razlog za naše medsebojne konflikte in pomanjkanje dialoga. Žeja namreč v Svetem pismu označuje simbol človekove nepotešene potrebe po Bogu, ker nimamo odnosa s stvarnikom, ki z nami ves čas vstopa v odnos, v dialog, nam posledično manjka ljubezni, spoštovanja, odpuščanja do sebe, bližnjega in Boga. Diagnoza, dragi zbrani, je zelo jasna. Iščemo vse možne alternative, ne vidimo pa, kaj je bistvo težav. Ljudje nimamo odnosa z Bogom, nimamo odnosa z nebeškim očetom, še vedno smo žejni. In ker že ta temeljna predpostavka ni izpolnjena, seveda ne moremo imeti dialoga z bližnjim. Poglejte, kaj počnemo. Boga izrivamo iz svojega življenja. Svet gradimo brez Boga. Cerkve so prazne. Ljudje več ne spoštujemo osnovnih vrednot in vrednosti življenja. Potem pa se sprašujemo, zakaj je na svetu toliko zla. Torej, z drugimi besedami, zakaj je na svetu toliko žeje. Na misel mi pride zgodba, ki jo je uporabljal C.S. Lewis. Pripovedoval je, kako nastaja kip. Najprej imamo marmorni kip. Nato pa avtor tolče z letom, da se kamen krha. Na koncu pa nastane nekaj čudovitega. Vmes je bilo veliko prečiščevanja. Lewis je rekel, da je bolečina Božji glas, ki kliče k popolnosti, ki kliče k pogovoru z Bogom. In kljub temu, da je tako, je Bog dober, ker je Bog drugače dober, kot smo dobri mi. Jezus svoja stališča še toliko bolj argumentira, ko pravi, če bi ti, žena, poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je ta, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Na tem mestu Jezus prvič izpostavi svojo božansko naravo. Ne samo, da izpostavi, kaj je bistvo problema, ampak takoj tudi ponudi rešitev. Samarijanki predlaga, da ta manko, to nepotešenost, to žejo izpolni na način, da dobi živo vodo. Torej, da vzpostavi odnos z Bogom in na tak način odpravi žejo. Če torej želimo konstruktivno reševati konflikte, potem moramo znati jasno opredeliti problem ali srž spora in se hitro lotiti iskati rešitve. Poglejmo sedaj, kakšen je odziv človeka, torej Samarijanke, ko Jezus tako očitno izpostavi, kaj je njen problem.
Ko Jezus Samarijanki predoči, kakšna je razlika med stoječo in mrtvo vodo, oziroma stoječo in živo vodo, ki je on sam, kar je mimogrede tudi simbolika milosti in Božje ljubezni, mu Samarijanka odgovori zelo sarkastično, skoraj da ne cinično in na način, da se prične odmikati od glavnega problema. Samarijanka ga namreč vpraša: Gospod, nimaš čim zajeti in vodnjak je itak globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sini in še celo njegova živina? Torej Jezus ji pove, da je žejna, tako kot smo žejni vsi. Pove ji, da je on ta živa voda, ona pa mu vrne z očitno sarkastičnim komentarjem in vprašanjem, da itak nima s čim zajeti in da je itak vodnjak preglobok in da je itak oče Jakob mnogokrat večji, mnogo pametnejši, saj se je iz te vode napila celo njegova živina. Kako odreagira Jezus? Ko Jezus izpostavi, da potrebujemo živo vodo, torej odnos z Bogom, se seveda človek, ali v našem primeru Samarijanka, vpraša, s čim naj to vodo zajema. Dobesedno pravi, pa dobro, s katerim vrčem naj zdaj jaz zajamem to vodo, saj je vodnjak itak preglobok. Veste, prva cerkev je na tem mestu učila, da se Samarijanka s tem, ko pravi, da je vodnjak preglobok in da Jezus nima vrča, referira na dve zelo pomembni duhovni disciplini: branje svetega pisma in molitev. Globina vodnjaka je namreč prispodoba za globine modrosti, ki jih najdemo zapisane v svetem pismu. Vrč, s katerim zajemamo vodo, pa je simbolika za molitev ali pogovor z Bogom. In sedaj, ko to vemo, lahko še bolj razumemo, kako je Samarijanka cinična, ko pravi Jezusu, pa saj ti sploh nimaš pravega svetega pisma, ker je vodnjak preglobok. Pa saj ti sploh ne moreš zajeti vode z pravim vrčem, ker ti ne znaš moliti. Ti ne moliš tako, kot molimo mi, kot naši očetje, naš oče Jakob. Torej Samarijanka na tem mestu še vedno vztraja v konfliktu med Judi in Samarijani, ko Jezusu očita, da je njena molitev, da je njeno sveto pismo bolj pravilno od njegovega, da so njeni očaki, njeni duhovniki bolj sveti. S tem nadaljuje konflikt. Zelo podobno se obnašamo tudi mi. Ko se znajdemo sredi konfliktne situacije in tako zelo radi zastopamo svoja stališča, za katera menimo, da so edina zveličavna. Čigava molitev je boljša? Čigavo sveto pismo je pravilnejše? Prepiramo se okoli pik in vejic, izgubljamo pa bistvo. Odmikamo se od temeljnega problema, ki pa je to, da nam manjka živa voda. Kažemo drug na drugega, kdo je boljši, bolj svet, čigava molitev je lepša, kdo ima več spoznanja. Vendar pozabljamo, da gre v osnovi za odnos, za dialog in pogovor. Samarijanka gre z Jezusom v rivalitetni ali tekmovalni odnos, ko mu pravi, da je njen očak Jakob, ki je mimogrede tudi judovski očak, pil iz tega vodnjaka in da Jezus gotovo ne more biti večji ali pomembnejši. Na tem mestu torej izvemo še eno pomembno resnico glede reševanja konfliktov. Če želimo konstruktivno reševati konflikte, potem se nikar ne primerjajmo med seboj, ne tekmujmo med seboj, ne operirajmo s pojmi duhovne svetosti in tekmovanja v tem, kdo od nas je boljši ali slabši. In ko se bližamo k zadnjemu predlogu, ki ga postavi sam Bog, potem, ko je Samarijanka cinična, Jezus svoj pogovor Samarijanko zaključi tako, da jo usmeri nazaj, na prvotni problem, na žejo. Daje rešitev. Rešitev na prvotno postavljeno vprašanje in tezo o žeji. Pravi pa takole: vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen. Ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.
V tem stavku se skriva rešitev in odgovor na temeljno vprašanje žejnega človeštva. Jezus namreč govori o krstu. Govori o tem, da kdor se bo dal krstiti, bo torej pil od vode, ki je drugačna kot stoječa voda v Jakobovem studencu. Ta voda je namreč živa voda, saj je navdihnjena Svetim duhom in daje večno življenje. Pri tem Jezusovem odgovoru vidimo globok teološki pomen, da je Jezus ta, ki bo človeštvo odrešil njegove žeje. Prvi stavek, ki ga Jezus izreče, je daj mi piti, s čimer govori o stanju žeje. Veste, v istem evangeliju, Janezovem evangeliju, v 19. poglavju v 28. vrstici beremo, da dokler Jezus visi na križu, prav tako izreče stavek, žejen sem. Zapisano je namreč, na to je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno in da bi se izpolnilo pismo, rekel, žejen sem. Zakaj je to rekel? Ker je s tem želel povedati, da je na križu nase prevzel žejo vsakega izmed nas. Na križu je nase prevzel žejo vsega človeštva. In tako kot je Jezus ob 6. uri, torej opoldan, prišel na srečanje s Samarijanko, beremo tudi, da se je na dan njegovega križanja ob 6. uri stemnilo po vsej deželi. Pri opisu zgodbe s Samarijanko gre pravzaprav za opis tega, da Kristus prihaja odžejat svet. Jezus torej govori o tem, da so vsi človeški konflikti, strahovi, napori, tesnobe lahko rešijo le tako, da človek najde izvir milosti, ljubezni in opravičenja. Torej, da človek dopusti, da ga Bog sam krsti z živo vodo. In ko bo človek prejel to živo vodo, ne bo nikoli več enak. Njegovo življenje bo drugačno. Na drugačen način se bo spoprijemal s konflikti v življenju, bolj bo ljubil, bolj bo odpuščal, bolj bo usmiljen, predvsem pa bo manj zagrenjen in manj zamerljiv. Prva cerkev je šla v tem pogovoru med Jezusom in Samarijanko še dlje in je v resnici videla sliko pogovora med Bogom in cerkvijo, saj je verjela, da Samarijanka prispodablja prvo cerkev. Cerkev, ki se včasih tako krčevito drži globine studenca, globine zapisane besede ali postave oziroma mrtve črke in ki včasih z vrčem zlagane aristokratske in farizejske molitve zajema vodo, vendar žal na napačnem mestu. Evangelist Janez govori o tem, da kdorkoli je po Kristusu, po njegovem duhu voden k Bogu, sam postane izvir, nosilec odrešenja za druge. In to je postala tudi Samarijanka. To je postala tudi krščanska cerkev, ki podeljuje sakrament krsta, te žive vode. Po krstu, dragi zbrani, se namreč v nas začne delo odrešenja. S krstom se človek na novo rodi, saj se nam izbrišajo naši grehi, postanemo očiščeni vse duhovne nesnage. S krstom ali to živo vodo nam je odvzeta krivda, obsodba, sramota in bolečina. S krstom nam je dano upanje v večno življenje. S krstom v nas vstopi moč Svetega Duha, ki nas spodbuja, da delamo dobro. S krstom smo vsajeni ali vcepljeni v družino, cerkev, občestvo svetih. Poklicani smo, da drug drugemu šepetamo obljubo, da smo eno z drugim, da smo svobodni. S krstom namreč postanemo Božji otroci in s tem deležni posebnega Božjega varstva, njegove neizmerne naklonjenosti in brezpogojne ljubezni. Drage sestre, dragi bratje, če torej želimo konstruktivno reševati svoje probleme in konflikte, potem moramo v svoje življenje sprejeti Boga, ki nas odrešuje. Gotovost tega Božjega odrešenja pa nam daje sveti krst, s katerim nas Bog svojo milostjo in ljubeznijo odžeja in s katerim smo bili pridruženi Božji družini. Zato lahko nase in na bližnje gledamo z očmi odpuščanja, z očmi tolažbe in usmiljenja. Amen.
In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Dragi bratje, dragi sestre, prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.